Dobrodošli na odkrito.si podcast. Jack Nicholson, njegova sestra je bila... Jack Nicholson se je rodil 22. aprila 1937 v New Yorku. Je eden največjih igralcev vseh časov. Že več kot 60 let je aktiven pred in za kamero. Glede na to, da je velikokrat na filmskem platnu videti precej neuravnovešen, no tudi zaradi vlog, ki jih igra, nas je zanimalo nekaj podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja. In tu je nekaj najbolj neverjetnih, ali pač, glede na to, da je Jack Nicholson, pravzaprav kar verjetnih. Mama je sestra, sestra je mama. Nicholson je resnico svoji mami in babici izvedel šele leta 1974, ko je imel 37 let. Dejansko je takrat novinar revije Time izbrskal, da je njegova uradna mati pravzaprav njegova babica, sestra pa prava mama. Ženski sta resnico skrivali vse do smrti. Glede razodetja je Nicholson takrat rekel, da je to precej dramatičen dogodek, vendar ne bi rekel, da je travmatičen. Psihološko sem zelo dobro oblikovan. Kdo pa je njegov oče? Jack dejansko nikoli ni izvedel, kdo je pravzaprav njegov biološki oče. Vseeno pa se pojavljata dve imeni, Don Furcillo in Edgard A. Kirchfeld, zabavljač rojen v Latviji, znan kot Eddie the King. Ne splavu. Nicholson sicer dopušča vsakomur, da se odloča sam, vendar je osebno proti splavu. Sem tudi sam nezakonski otrok in hinavsko bi bilo zavzeti kakršno drugo stališče. Jaz bi bil namreč mrtev, ne bi sploh obstajal. Kladivo pod blazino. Nicholson je bil zelo dober prijatelj tudi z Romanom Polanskim. Po umoru Romanove žene Sharon Tate je Nicholson precej prestrašen, začel spati s kladivom pod blazino. Igračke prinesle ogromno denarja. Za vlogo v filmu Batman Tima Burtona se je Nicholson pogajal za odstotek od prodaje uradnih igrač Batman. Te so mu prinesle kar $90 milijonov. On je genij. Leta 1998 je Nicholson odletel na Kubo, kjer je spoznal Fidel Castra. O njem je takrat povedal: on je pravi genij. Tudi Kuba je pustila nanj zelo dober vtis. Seveda je Nicholson doživel veliko bolj razkošno različico Kube, kot jo večina Kubancev. Kupil in uničil. Nicholson je nekaj let živel tudi v bližini Marlona Branda, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja. Po Brandovi smrti leta 2004 je Jack kupil njegovo hišo, odštel kar $6,1 milijona in jo porušil. To naj bi naredil zaradi spoštovanja Brandove zapuščine, saj je bila hiša v zelo slabem stanju in obnova bi bila predraga. Vlade Divac. Nicholson je zelo dober prijatelj s srbskim NBA zvezdnikom Vladom Divcem. Komu laže? Nekoč je Jack javnost presenetil z izjavo: v svojem življenju lažem samo dvema, policiji in svoji ženski. Presenetil sošolce. Leta 2004 je presneto presenetil srednješolske sošolce in sošolke. Udeležil se je namreč 50. obletnice, ki so organizirali v New Jerseyju. Najbrž ni treba pisati oziroma poudarjati, kakšen je bil njihov odziv na tako visoki obisk.